Streljanje v slogu mafijskih obračunov sredi belega dne, Stavili bi, da so ga slišali, kako je tekel v tisto smer. potem ko ujamejo domnevnega strelca. Hodi nazaj in se vrni k meni. Vrni se, prav? Gospa. Detektivi izvejo, da morda ni deloval sam. Vi fantje pazite drug na drugega. Kaže? To je nekaj, kar bi bratje naredili. To je znotraj zločina, ki ga predstavlja Law and Crime. Jaz sem Elizabeta Milner. Tožilci pravijo, da je bil ta zločin popolnoma družinska zadeva, motiv pa je veliko globlji. To je bil morda načrt izveden zaradi maščevanja. Danes je 31. julij 2024. Nahajamo se v Kalamazuju v Michiganu. Detektivi skupaj z enoto SWAT Kalamazoo Metro so na prizorišču v lokalnem stanovanjskem kompleksu. Izvedeli so, da bi se osumljenec, ki ga iščejo zaradi umora, lahko skrival v enem od stanovanj. Do vrat, pojdi do vrat. Policija, pokažite roke! Stopite ven zdaj! Stopite ven! Roke visoko v zrak! Roke visoko v zrak! Pejte po stopnicah dol! Pejte po stopnicah dol! Javna varnost Kalamazuja je osumljenca identificirala kot 23-letnega Donna Quaya Witta. Iščejo ga zaradi umora v primeru, ki izvira iz prejšnjega tedna, 24. julija 2024. Po navedbah javne varnosti Kalamazuja so bili policisti poslani v stanovanjski kompleks Fox Ridge po poročilih o streljanju. Mislim, da je veliko peš prometa, ampak Že nekaj časa, tako da vsekakor dobro. nam lahko priskrbite majico. Če imamo, kar je potrebno, da to naredimo, potem to naredimo. Ostal bom tukaj s tem. In ko dobiš več ljudi, začni spremljati kamere po celem poslopju. In potem povsod, kjer lahko vidiš. Si imel $5. Ko so policisti prvič prispeli, so našli 30-letnega moškega s strelsko rano. Policija ga je identificirala kot 30-letnega Charlesa Leea Weirja. Kaj si danes slišal? No, bila sem noter, ker sem jo urejala lase in kar naenkrat sem zaslišala strele. Padela sem na tla. In ko nisem več slišala strelov, sem pogledala skozi vrata in bila sem. Zato sem šla do stopnic in to zdaj pravim. V redu. Ali prepoznate tistega moškega, ki leži tam? Sem ga že videla tukaj okoli, ampak ne vem. Ste morda videli še koga zunaj na območju, ko ste odprli vrata? No. In če bi morali ugibati, odkot mislite, da ste slišali strele? Prav, tukaj zunaj. Tukaj zunaj. Ja. Hej, pravkar smo začeli pregledovati prizorišče za morebitne sledi. Ni. Se lahko še kaj drugega spomnite? Ne, zgodilo se je tako hitro. V redu. Če vam ni težko, kar ostanite tukaj. Očitno, če bomo res morali priti sem dol, vi tja več ne boste prišli. Če nas lahko počakate tukaj zunaj, bomo vse zavarovali in stabilizirali. Oprostite, smo že začeli pregledovati kraj dogodka, kjer so bili streli? Tako je. To bomo naredili. Te fantje bojo šli noter in začeli spraševati. Torej, ali vidimo, da vstopate noter? Ja. O tem govorimo. 30. 40. Stavili bi, da je šel tja, glede na to, kar sem slišal. Torej, kar je običajno, je to, da je pot komaj vidna. To je komaj vidna sled, s čimer se strinjam. Redu. Mislim, da je bil nekdo drug. Ne, mislim, da je tukaj zdaj. Bog. Charles Lee Weir je bil odpeljan v bolnišnico, vendar streljanja ni preživel. Ko so detektivi nadaljevali preiskavo, jih je primer pripeljal do Donna Quaya Witta. Hodi nazaj, pridi naravnost nazaj k meni. Pridi nazaj, prav? Gospa. Hands behind your back, interlock your fingers. In zaklenjena so. Si v redu? Bom jaz. Začnimo s tem. Si poškodovan? Iz posnetka telesne kamere, ki smo ga pridobili, naj bi bila sled puščena blizu prizorišča streljanja, našli pa so jo pri mami Don Quaya Witta. Tako da te bom trenutno obveščal toliko, kolikor sem fizično sposoben v tem trenutku. Preiskujemo streljanje, ki se je zgodilo tukaj. V redu. In imamo razlog verjeti, da bi lahko vodilo nazaj do vašega stanovanja v tem trenutku. Moje stanovanje. Saj, to so nekatere informacije, ki jih imamo.
Očitno nismo prišli, da bi vam razbili vrata ali kaj takega, tako da ni tako resno. Zadeva še ni prišla tako daleč, kaj ne? Moje stanovanje. Greš ven iz katuše? Najprej odnesi v kuhinjo. Prid na policijo. Če je kdo noten, naj se oglasi. Ta nenavadno postavljen nahrbtnik. Ja. 30 sekund je mimo in že sem skoraj končal. No, če kaj pomaga, osebna izkaznica v tem nahrbtniku je na ime Don Quay White. Definitivno je bil že prej vpleten v nekatere preiskave streljanja. Vidiš, to je kar dober preiskovalni namig. Vem, da si rekla, da sta samo ti in tvoj fant Bill. Je to gospod, ki ti je prinesel hrano in vse to? V redu. Ali je še kdo drug, ki kdaj prihaja ali odhaja iz tvojega stanovanja ali kaj podobnega? Ne. Moj sin pride, reče, živijo mama in to je to. Kdo je tvoj sin? Don Kveč. V redu. To bi bilo moje naslednje vprašanje o nahrbtniku z osebno izkaznico na ime Don Quay. Maki njegovega otroka je prinesla njegova oblačila sem. Oprala jih je. Kako dolgo je to nazaj? Včeraj. Preskočimo v naslednji teden, ko je bil Don Quay White aretiran na podlagi tistega naloga. Seveda bo prihod ekipe SWAT v stanovanjski kompleks sredi belega dne pritegnil veliko pozornosti. In veliko pogledov je uprtih v Don Quaya, ko ga odpeljejo. V redu, ne moreš se spomniti, to so bili isti tipi. Hvala vam, fantje. Pojdite ven po tej poti. Prekletstvo. Kaj, naprej? Smo tukaj, fantje, stopite nazaj, v redu. Hvala. V redu, ja. Ja, kaj je novega? Je kaj, kar moram še preveriti, ali ostaje tukaj? Ja, da bi proši. Hej, lahko uporabim ta vaš kotiček tukaj? Ja, hočeš sest. Zakaj sem tukaj? Don Quay je bil odpeljan na policijsko postajo, vendar se zdi, da sploh ne ve, zakaj se je njegovo ime pojavilo v preiskavi streljanja. No, vaše ime se je pojavilo v preiskavi, na kateri delamo. Omenil ga je Sweetwater. Moje ime se je pojavilo v preiskavi. Torej tudi vi? Kaj misliš, zakaj gre? Ni mi res mar, ker se je pojavilo moje ime. Moje ime ni moglo ničesar pogledati. Kot kaj? Kot? Kaj pa ti, ne skrbi za to, samo pravim, kot veliko česarkoli. Mojega imena ni bilo mogoče videti, ne vem kakšna stran, jaz ne vem. Kaj je bilo to? Če bi moral ugibati, kaj bi rekel? Ne ukvarjam se z ugibanjem, stari. Jaz grem, bi ti ugibal. Samo sprašujem. O, bog, bi ti to želel? O, gremo se ugibanje. Ne. Ne pravim, da gremo igro ugibanja. Pravim samo tole. Prav. Ni mi mar. Če imaš kakšno idejo, zakaj si tukaj, je nimaš. Prav. Ali še vedno kdaj prespiš v Foxridgeu, stanovanju Foxridge? Kdaj si bil nazadnje tam? Nisem prepričan. Kot sem rekel, preiskujemo. Postavljate vprašanja? Jaz govorim, ja ti govoriš.
Se ne spomniš, kdaj si bil nazadnje tam? Vem, da si prej živel v Fox Ridgeu, zato sem pred časom govoril s tvojim očetom. In to je to, ves čas govoriš o mojem očetu. Kje ste vi? Ampak o čem se pogovarjaš z mojim očetom? Ne živim več tukaj zgoraj. Prej, kdaj si bil nazadnje tam? Ne vem. Brat, v redu. Nekaj dni, nekaj tednov, nekaj mesecev. Ne spomnim se. Ne poskušam ti ničesar, samo pravim, da bi moral povedati Michaelu Davidu, ampak jaz se bom premaknil. Mislim, če bi me to vprašal, kdaj si nazadnje obiskal prijatelja v tej soseski, bi ti lahko povedal. Prav. A če si šel v trgovino ali v restauracijo, hej, kdaj bo to nazadnje? Verjetno bi imel dobro predstavo, kdaj bo to nazadnje. Veš, kaj mislim? Ja, ne vem, kaj lahko poveš. Ti si iz Kalamazooja, ti si z severne strani. Si vedel, kje je Fox Ridge? Mislim, če bi me kdo vprašal, kdaj si bil nazadnje v Fox Ridgeu, ja, bil sem tam pred nekaj meseci. Ko so se detektivi poglobili v preiskavo, ni bilo omenjeno samo Donquejevo ime. Ampak če se vrneva tja, kjer te je tvoj brat poklical, je rekel, da je prepoznal avto, je povedal, kakšen avto je bil. Ker je to res pomembno za našo preiskavo, da ugotovimo, kakšen avto je bil tisti, ki ga je poskušal povoziti. Ne, jaz ni omenil nobenega avta, ker nisem bil tam zunaj, zato mi je sam povedal, kaj se je zgodilo. Ne vem, kakšen avto je bil, ne vem. Nikoli mi ni povedal, kakšen avto je bil, rekel je, da je bil črn avto. Črn avto, ja, v redu. Ali rekel, v katero smer je šel, kaj tasga, kot naprimer, hej, nazadnje, ko sem ga videl, je šel v tisto smer. Ne, samo povedal mi je, kaj se je zgodilo. Pri tem je ostalo. Ampak rekel si, da je zvenel precej pretresen, kaj ne? Ja, prav imaš, ne krivim, da. Je rekel kaj o tem, da bi poskušal ugotoviti, kdo je ta oseba? Mislim, kdo pa ne bi kaj za... Mislim, udaril te je, poskušal te je udariti, kaj želiš narediti? Nisva se pogovarjala. Poklical boš policijo, ko si detektiv stari, to je tisto, kar vi počnete. Mislim, če sem iskren, če bi vedel, kam je avto šel, bi verjetno iskal in poskušal ugotoviti, kdo je vozil ta avto. Koga pa misliš, kaj ne? Nisem imel tega pogovora z njim. Je rekel, da bo poskušal ugotoviti, kdo je ta oseba. Pravkar sem ti povedal, da mi je povedal, kaj se je zgodilo. Ja. In povedal sem mu, da sem z Malim Jonesom, zato sem ga poklical kasneje. O tem nikoli več niso govorila, zato ne vem kaj. Tako je bilo to. To je bilo to? Ja, Danžen. Se spomniš, kdaj je bil ta pogovor? Policija pravi, da je brat Dona Quaywita Deontay Armstrong. Medtem ko detektivi poskušajo ugotoviti motiv za streljanje, se zdi, da gre v tem primeru morda za maščevanje. Mi omenil, kdo je to storil, a kaj podobnega. Ne želim te večkrat spraševati iste stvari. Sem vprašal je, veš kaj, ali izvedel, ali ve, kdo je to storil in ti boš vprašal ista, ne? Kaj za vraga? No. Pravkar sem ti povedal. Je govoril o tem, kar se je zgodilo, o čemer pa mi nismo več govorili. Tako da ne vem, kaj se je zgodilo, ali če je ugotovil, kdo je to naredil ali ne. Kaj za vraga? Break. Zato je še prezgodaj. Ne poskušam ti dvakrat zastaviti istega vprašanja. Slišal sem, kaj si rekel. Pravkar me je to vprašal, povedal sem mu potem, ko mi je povedal, kaj se je zgodilo. Ja. Nikoli nisem govoril z njim o tem, tako da ne vem, ali je ugotovil, kdo je to storil ali ne. Torej... V redu, seveda, pošteno, kaj za vraga. Okay. No, hitro bom nekaj poiskal, da ti pokažem, v redu? Stopil bom ven in hitro nekaj poiskal, potem pa se takoj vrnem noter. Samo da si pogledaš, prav? Morda. Močno izlecim. Torej, Don Quixote bo poiskal nekaj videoposnetkov, prav? Seveda nam to pomaga pri naših preiskavah. Prav. Ste že bili v tej sobi za zaslišanja? Ne, nisem.
Torej, pokazali vam bomo nekaj videoposnetkov in upamo, da nam bodo pomagali razjasniti situacijo. Veliko od tega izhaja iz tega, da je bil vaš brat skoraj povožen. Je rekel, kje smo? Je bilo blizu Foxwich. Je bilo stran od Foxwich. Ni povedal nobene lokacije, brat. Rekel je samo, da je prečkal cesto in da je nekdo prišel, se obrnil proti njemu in pospešil. Ja, ni povedal kje, ni povedal kaj. Ja, nič. No, vesel sem, da je v redu, ne? Ker vem, da nismo šli v bolnišnico, ker bi ga kdo zbil, kaj tasga, ampak vesel sem, da je v redu. Prepričan sem, da si tudi ti precej vesel, da je v redu. Ampak... Ta policist me prav zdaj kliče. Poskusimo sneti te visice, ja? V redu, počakaj sekunda. Da je druga je skoraj zbil z avtom, je rekel, ali ti je povedal, da je tip to naredil namenoma. Ja, ti je povedal, da je tip to naredil, kot da je poskušal to narediti namenoma. Tip, punca, kdorkoli je rekel, kot da je poskušal to narediti namenoma ali kaj. Očitno so to poskušali narediti namenoma. Obrnili so proti njemu in pospešili z družino. To niso naredili po nesreči. Kaj, so izgubili nadzor? Zdaj je do te točke minila že 1 ura zasliševanja. Vse se spremeni, ko detektivi Donkveju pokažejo posnetek nadzorne kamere, na katerem beži s kraja dogodka. Takrat začne govoriti resnico. Kako veš, da se je nekaj dogajalo med tvojim bratom in tem tipom? Si to vedel takrat? Ne. Torej nisi vedel, da so bili kakršnikoli spori, preden si ga ustrežil? Vredo. No, ne da bi jaz vedel. Mogoče je bilo kaj prej tam, ampak nikoli ni rekel nič tazga. O je, sam pokličite ga, pa bo prišel k meni. Ne zamudi, ko grem k njemu, kot da bi se morala zadeti in ujemati. To je ves smisel, da grem ven. Šel bi in si priskrbel nacho wood. Ampak ko je moj brat dobil drugega, je dobil tistega čudnega psa, ki se premika. To je bil avto, ki se je čudno premikal. Tako da, ne vem, počutil sem se zelo prestrašenega. Hotel sem reči, da nisem vedel, kaj se dogaja. Kdaj ste ga ustrelili, ko je stopil iz avta? Ali je bil v avtu, ko ste ga ustrelili? Je izstopil iz avta in takrat ste ga ustrelili? No, to nam pomaga razumeti, kaj se je zgodilo, ne? In edina oseba, ki bi to vedela, ste vi, ne? Ker ste vi tisti, ki ste ga ustrelili. Torej, če je to avto in to je stavba in vi prihajate iz številke 1312, kaj ne? Kdaj ste začeli streljati nanj, ko je izstopil iz avta? Če uporabijo svoj telefon kot referenco za njegov avto, je to stavba tik poleg njega. Torej, to je 1332, kaj ne? To je vaša stavba, iz katere ste prišli. Kje je stal, ko ste začeli streljati? Torej, sami nikoli prej niste imeli spora ali težav s tem moškim? Oh, ej. Okay. Je kaj rekel? Je vam ta moški kaj rekel medtem, ko se je to dogajalo? Ni vam rekel niti besede? Nič. Ali vam je žal za to, kar ste storili? Seveda. In on je mrtev. Za seboj je pustil veliko otrok. Seveda. Bi si to vzel nazaj, če bi lahko? Kako da ne, mislim. Sodišče.
No, lepo je vedeti, da ti je žal, zato ker si storil. Kaj ne? To nam pokaže, kakšna oseba si. Ne vem, res ne vem, brate. To ti pravim, pač. Seveda se počutim bolje. Ampak ne bi, mislim, vem, da mi je za veliko stvari vseeno. To je verjetno eden tistih trenutkov v tvojem življenju, ko si začutil, da je bila to slaba odločitev, to ni bila dobra izbira. Bi se strinjal, seveda, v redu. In če bi lahko, bi to popravil. Če bi se lahko vrnil v preteklost, bi sprejel boljšo odločitev. Prav? Seveda. Don Quaid je bil obtožen umora brez opredeljene stopnje. Pozneje so obtožbo spremenili v obtožbo za vnaprej načrtovani umor prve stopnje ter dodali obtožbe zaradi orožja. Po navedbah policije je bil Don Quaid po streljanju domnevno opažen na posnetku, kako predaja pištolo svojemu bratu Deonteju Armstrongu. Deonteja so aretirali nekaj mesecev kasneje, oktobra 2024. Po poročilih so ga aretirali v bližini Chicaga v Illinoisu ameriški maršali. Nato so ga izročili nazaj v Kalamazoo. Med zaslišanjem 10. oktobra 2024 se je Deontej soočil z videodokazi, vendar je vztrajal, da mu brat ni izročil pištole. Tik preden ustavimo, poglejte spodnji desni kot zaslona. Tam vidite tisto osebo tam. Tako je. Torej, streljanje se je pravkar zgodilo tam. Zdaj samo opazuj prav. On to počne, oprosti, jaz ne. Nadaljuje pri njegovih naslednjih stvarih tukaj. Torej, jaz to natipkam. Ja. Torej, vi vsi verjetno mislite to, kaj pa želite povedati kot? Ta kamera nam bo pokazala mene v tistem, vi pa želite reči kot on, kot jaz, ne? Mislim, da kamera res pokaže, kako se srečate in pokaže, kako nekaj vzamete od njega, tako da... Ne, mislim, vem, da mi ves čas prekinja, se ugaša, ampak kot sem rekel, vam ne morem pokazati, prav samo. Samo previte naprej potem, dokler ne. Dokler mi izgine, tako da... Bo deloval. Torej, kdo si ti, ki se vračaš, kaj ne? Ja, kaj si mu pravkar vzel? In samo zapomni si, ker se spomniš, rekel je, da želi sodelovati. Človek, ne bom lagal, če ti ne vem. On je imel, kot da bi hotel biti izključen in slediti svojemu, ampak ko je to naredil, je rekel gor. Imel ga je v svojem telefonu, njegovi travi, njegovi koži. Obe pištoli je postavil prav tukaj. Dal je svoj telefon in ne govoriva o tem, da bi peljala otroka k meni domov, ampak ti voziš. Nihče se ni oglasil na vratih. Nihče, ki mu ni bilo všeč v tistem videu, ne kaži tega, da mi je kdo dal pištolo. Hej, odperjal sem ga stran. To ni noben sin. V redu, pravkar si rekel, da želiš sodelovati in biti iskren. In sodelujem. Poslušaj. Imel sem njegov telefon pri sebi. Njegov telefon in njegove droge. Dobesedno njegov telefon in njegove droge. In rekel je, takoj se vrnem. Šel je svoji mami domov, jaz sem šel odnesti njegov telefon, mati njegovega otroka se je oglasila. Tako da je samo odšel. Če se to jasno vidi, potem je jasno, da je vzel, ga skril in dal v žep. Če bi ga skril prav tukaj. Kako je bila pištola v njegovem žepu? Šel je v žep in mi jo dal, bila je v njegovem žepu. Ali si vedel, da je pravkar nekoga ustrelil? Tega ne bom rekel, ampak on je rekel, on gor. V redu. Je rekel... Nazaj gor, si slišal strele? Yeah. Deonta je celo trdil, da on in njegov brat Don Quaid sploh nista tako blizu. In veš, veliko vem o tebi in tvojem bratu, samo zato, ker je pač očitno... Ja, ampak nisem tako blizu z njim. Pokrivam za... Veš, kaj mislim? Poskušam se rešiti, dobesedno poskušam rešiti lastno kožo. Ja. Zato je tvoj nalog. Mislim, prav tako kot on. Torej, vprašanje, kako daleč si pripravljen iti, da bi sodeloval? Sodelujem zdaj. Povem vam resnico. Zakaj ste šli tja dol? Kaj misliš?
Rekel si, da si na 1429 in kadiš s tem. Način, kako je videl načrt, kot potem, ko smo slišali strele, kot da nismo videli. No. Potem, ko si slišal strele, smo začeli hoditi v tisto smer. Zgodilo se je, da je prihajal iz smeri, kot če greš, ne vem, slišal si strele in potem začneš hoditi dol. Ne vem, kako naj to razložim. Kot če bi, v redu, torej park je tukaj. To je lopa tukaj. V redu. Torej nismo, tega ne vidimo iz 1429, res ne moreš videti tam. Tako ga nismo videli, dokler ni začel prihajati izza lope. Govoriš o Donu Kveju, v redu. Koliko strelov si slišal? Ne, neki. Sčasoma je Deonte razkril več, ker je mislil, da mu bodo tožilci ponudili dogovor. Pravi, da ve, kaj se je domnevno zgodilo z manjkajočo pištolo, uporabljeno pri streljanju. Ali si tisti dan nameraval, da bi bil čop ustreljen? Nisem jaz tisti, ki je Don Kveju rekel, naj strelja. Edi je vzel moj telefon in rekel, prinesi pištolo. Tako da od tam naprej potem. Jaz nisem razlog, zakaj vem, da ne boste nehali govoriti tega. Samo vprašanje sem postavil. Jaz nisem razlog, zakaj je do tisti moški ustreljen. Ti je bilo všeč? Nisem v avtu, ne ustreli tistega moškega. Nič od tega, ker v tem primeru vse, kar si naredil, jaz ali pa sem dobil avto dol. Quay, jaz ne pred tem kot jaz in ta Quay ni blizu. Kot da je med nama vedno bilo malo prepira, kot. Malo skorali. Ampak vse to druženje in visjenje tam ni me hotel odstraniti iz prenosa. Že prej je mislil, da sem ovajal, ko me je Bizdun ustrelil. Zato to je še en razlog, zakaj mislim, da me ni res vključeval v tisto zadevo s tisto pištolo. Da bi se znebil. Ker, so ga zaprli v Grand Rapidu. Prišel je domov in rekel, moj brat me je zatožil, kot da me je zafrkaval na Instagramu. Rekel je, da sem jaz zatožil, ker sem bil ustreljen. Ampak v resnici nisem bil jaz. Bila sta Clifford in Sean. In Clifford vam je povedal, da je on to naredil in da sem bil jaz zraven. Ampak mi nikoli ni dal priložnosti, da bi to razjasnil, kot da ni bil stari. Nisem jaz tisti, ki je povedal detektivu. Celo poskušal sem mu povedati, da bi poklical detektiva. In detektiv ti lahko pove, da nisem ničesar rekel. Tako vem, ti že misliš, da sem zato ovaduh. Tako da mi ne bodo povedali, kje so odvrgli tisto pištolo, ne vem, stari. Ni mi povedal vse, kar vem. On je izdal svojega bratranca. Jaz nisem odvrgel tiste pištole. Nisem se dotaknil tiste pištole. On je izdal. To je za njegove bratrance, ne zame. Deonte Armstrong ne bo šel domov. Zavrnjena mu je bila varščina, tako kot njegovemu bratu. Obtožbo so mu pozneje spremenili v obtožbo za umor prve stopnje. Donko in Deonte sta bila sojena skupaj, vendar bosta v njuni usodi odločali dve ločeni poroti decembra 2025. Obe poroti sta oba moška spoznali za kriva obtožb, vključno z umorom prve stopnje s predomišljajem. Njuni končni kazni sta bili različni. Donk White je bil obsojen na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Deonte Armstrong, ki je med izrekom kazni izjavil, da je nedolžen, je bil obsojen na 40 do 65 let zapora. Spletni zapisi pri michiganskem oddelku za izvrševanje kazenskih sankcij kažejo, da Donque White in Deonte Armstrong oba prestajata kazen v zaporu v Jacksonu v Michiganu. Hvala, da ste spremljali to epizodo Inside the Crime. Sem Elizabeta Milner in se vidimo tukaj spet jutri z novim videom.